Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala za tako lepo pozornost. Volivci so povedali svoje. Hvala vsem, ki ste se danes udeležili volitev. Posebej hvala tistim, ki ste glasovali za Slovensko demokratsko stranko, za stranko, ki postavlja Slovenijo na prvo mesto, za stranko, ki slovenskega človeka postavlja na prvo mesto. Hvala pa tudi vsem, ki ste se volitev udeležili. Kaže, da bo volilna udeležba vseeno nekoliko višja, kot je bila pred 4 leti, kjer pravzaprav nismo imeli volitev, ampak volilno farso. In me veseli, da je vsaj nekaj odstotkov ljudi spoznalo, kaj je njihovo ključno orožje za boljšo prihodnost. Se pravi, glas, ki ga ima vsak, ne glede na to, ali je reven ali bogat, ne glede na to, ali živi v Ljubljani ali na Goričkem ali v Suhi krajini. Hvala tudi moji čudoviti ekipi, ki je izpeljala odlično volilno kampanjo. Mnogokrat smo se borili sami proti vsem. Kljub temu smo dosegli rezultat, ki je višji kot pa rezultat dveh zasledovalcev, če lahko temu tako rečemo. Hvala tudi tistim, ki so v vsem tem času, ko so mnogi lansirali volilno kampanjo, v narekovajih najpomembnejše teme, brali naše programe, se bili pripravljeni pogovarjati o vsebini, o tem, kaj Slovenija potrebuje v prihodnosti. Niso nasedali tem poskusom spinanja in speljevanja razprav iz bistvenih tem za slovenskega človeka in v programu Slovenske demokratske stranke prepoznali tisto, kar Slovenija v prihodnosti potrebuje. Vse to, kar smo povedali v volilni kampanji, ostaja naša zaveza tudi naprej. Slovenska demokratska stranka je odprta za sodelovanje. Pred Slovenijo so časi, ki potrebujejo sodelovanje. Naša vrata za pogovore in koalicije so odprta tako kot vedno, kadar je Slovenska demokratska stranka sestavljala vlado. V naših koalicijah in naših vladah so vedno sodelovali tisti, ki so bili pripravljeni delati za dobro Slovenijo. Nekaterim to strici niso dopustili, so pa potem včasih sodelovali v partnerstvih za razvoj, ki smo jih vedno ponujali opoziciji, in sodelovali tudi pri nadzoru državnih podjetij. Žalosti me, da vsej tej kampanji v niti eni razpravi ni bilo narejene nobene primerjave med načinom vladanja takrat, kadar je vlado vodila Slovenska demokratska stranka, in načinom vladanja, kadar so vlade vodili drugi. Samo Slovenska demokratska stranka je ključne reforme v najtežjih časih uskladila s socialnimi partnerji. Samo Slovenska demokratska stranka je opoziciji ponudila partnerstvo za razvoj, kjer smo dogovorili ključne zakone v času, ko je Slovenija vstopala v šengensko in v evroobmočje. In samo Slovenska demokratska stranka, ko je vodila vlado, je ponudila opoziciji sodelovanje v nadzornih svetih državnih podjetij, s čimer je bila opoziciji zagotovljena neposredna kontrola nad upravljanjem državnega premoženja. Kljub temu, da so se tudi takrat dogajale nekatere napake, ki jih obžalujemo, pa opozicija ne more reči, da ni bila zraven in da ni imela možnosti nadzora. Pred Slovenijo so notranji in zunanji izzivi. Vemo, kaj so ključni problemi, ki jih moramo rešiti znotraj. Eno od tem, ki je bila vseeno, in hvala tistim medijem, ki so to omogočili, v volilni kampanji obdelano je stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu. Tukaj so dejansko potrebne hitre in urgentne rešitve, da se vzpostavi red in da denar, ki ga slovenski davkoplačevalci namenjamo zdravju in zdravstvenemu sistemu, dejansko pride do ljudi, do pacientov, do tistih, ki te storitve izvajajo. Tukaj so tudi zunanji izzivi, da je slovenska moč v Evropi ali po mednarodnem svetu je nekoliko opešala. V zadnjem času enkrat smo se znašli v neki situaciji, ko včasih izgleda, ko pogledaš večerna poročila, kot da je Slovenijo obkrožena s samimi sovražniki namesto sosedi.
nekaj odprtih vprašanje, ki pač zahtevajo reševanje, in nekaj vprašanje, ki jih ni možno rešiti čez noč in ki zahtevajo potrpljenje. In mislim, da če bo Slovenska demokratska stranka vodila vlado, je končno napočil čas, da v celoti začenjamo izkoriščati prednosti, ki jih Sloveniji daje članstvo v Evropski uniji. Slovenija je idealno središče velike evroregije, z središčem v Sloveniji, v Ljubljani ali kje drugje. Vse možnosti za to obstajajo. Na ta način lahko povežemo naše rojake v zamejstvu, izkoristimo izjemno ugoden geostrateški položaj Slovenije, izkoristimo razvojni potencial Slovenije in izkoristimo seveda tudi možnosti, ki jih evroregijam dajejo evropski okviri. Mi smo nekajkrat skušali, tudi ko smo bili zdaj v opoziciji, to razpravo pripeljati med odločevalce, ampak se je včasih delo, kot da sploh ne vejo, da ta možnost sploh obstaja. Znani izzivi, ki delno prehajajo tudi v notranje izzive, je tudi migracijska kriza. To je izziv za celotno Evropsko unijo, izziv, ki je po mnenju Evropejcev najtežji, največji. Tudi za Slovenijo je to velik izziv. Tisti, ki mislijo, da je Slovenija zgolj tranzitna pot za ilegalne migracije, naj se vprašajo, odkot se to zdaj vrača. Ne vračajo se pač po isti poti tisti, za katere so nekateri rekli, se itak prehajajo samo čez Slovenijo. Slovenska demokratska stranka zagovarja solidarnost, ne zagovarja pa norosti. Ko smo bili v vladi v sredi 90-ih let in ko je Slovenska demokratska stranka vodila resor, ki je imel na skrbi pomoč beguncem iz ozemlja bivše Jugoslavije, predvsem iz Bosne in Hercegovine, smo v Sloveniji skrbeli za 70 000 žensk in otrok, ki so bežali pred vojno in uničenjem. In to v časih, ko je bil naš bruto domači proizvod bistveno nižji kot danes, in v časih, ko se je morala Slovenija sama boriti za preživetje. Kdorkoli danes tam iz severa očita Sloveniji, da ni solidarna, ko opozarja na to, da je treba ločiti med begunci in ilegalno migracijo, med ljudmi, ki bežijo pred smrtjo ali političnim preganjanjem v nekaterih državah in tistimi, ki zgolj iščejo koristi v bogatih evropskih socialnih mrežah. Skratka, tisti, ki ne vidi teh razlik in se to meče v isti koš, pravzaprav spregleduje ključen problem, s katerim se danes ukvarja Evropska unija. In mi smo že v času največjega migrantskega vala tudi nekaterim evropskim partnerjem jasno povedali to, kar danes vsaj delno skuša postati praksa, se pravi, da je ljudem, ki skušajo priti v Evropo po boljše življenje, treba omogočiti to boljše življenje doma. Kaj sicer bo to vedno nezaključena spirala, da je vedno odhajajo od doma tisti, rekel, bolj pogumni, tisti, ki jih v bistvu njihova domovina najbolj potrebuje. Torej, to je eden od ključnih izzivov. Slovenija doslej tukaj ni prispevala ne idej, ne konkretnih korakov, za razliko od kakšne od sosednjih držav, recimo, ki vsi očitajo trda stališča, nihče pa ne vidi, da gradi bolnišnice v Siriji in po nekaterih drugih državah, kar je edina prava pot za to, da se resno soočimo s tem izzivom. O tem nekoliko več govorim danes zaradi tega, ker prave prilike v času kampanje enostavno ni bilo, skušalo se je ta problem brisati s preproge in ga izkoriščati tudi za to, da se blati Slovensko demokratsko stranko, ne toliko doma kot po tujih medijih, in obžalujemo se takšne poskuse. Niso škodili zgolj nam, škodili so ugledu Slovenije in temu, kar bo morala Slovenija v prihodnje narediti. Zdaj, od domačih izzivov, kot sem že dejal, Slovenska demokratska stranka na prvo mesto postavlja blaginjo slovenskega človeka. Nikoli ne bomo
rekli žal besede tistemu, ki iz resnične solidarnosti pomaga komorkoli drugemu, tujcu, tudi migrantu. Vse te poteze so seveda dobrodošle. Nikakor pa ne bomo pristali na to, da slovenska vlada zanemarja domačega človeka. In tukaj je pa seveda ogromno dela, ki nas čaka. Mi smo skušali v zadnjih 3 letih, ko je naš strokovni svet izdelal program za prihodnost Slovenije, vse te izzive ali pa vse te probleme nasloviti. Najdete naše predloge na naših spletnih straneh. Opozarjam na to tudi vse ostale stranke, ki so prišle v Državni zbor. Jutri je ponedeljek. Mi smo se pripravljeni resno pogovarjati na osnovi programa, na katerem smo trdno delali. In kdorkoli bo prišel na pogovor k nam, vabili bomo vse, naj sabo prinese svoj program za to, da se začnemo pogovarjati o realnih stvareh. Torej, še enkrat hvala čudoviti ekipi. Ne stoji vsa tukaj za mano. Mnogi so v svojih okrajnih volilnih štabih. Slovenska demokratska stranka je za razliko od tega, kar se je velikokrat dalo kje prebrati, to kampanjo gradila na principu od vrat do vrat. Skušali smo obiskati čim več ljudi, skušali smo prisluhniti čim več ljudem. Nabralo se je na tisoče predlogov, ki smo jih dobili v teh pogovorih. Vse to obdelujemo in zelo dobro vemo, kaj je tisto, kar so ključni problemi od Prekmurja do Sežane, da ne govorim zdaj o vseh regijah. Izvedli smo tudi 2 posveta z volivci, dobili smo na 10.000 odgovorov, tudi takšnih odgovorov, kjer so posamezniki napisali po 15 strani svojih predlogov. Trajalo bo nekaj časa, da vse to obdelamo, ampak nikogar tukaj ne bomo spregledali. In v tej kampanji, zato se kandidatom še posebej zahvaljujem, smo po slovenskih domovih razdelili na 10.000 slovenskih zastav. Nekatere so kandidati že pred kampanjo financirali sami, tako da se veselimo naslednjega državnega praznika, Dneva državnosti Republike Slovenije, ko bo Slovenija verjetno prvič, odkar ta praznik praznujemo, odeta v barve slovenske zastave, kajti to so edine barve, ki so vseh, to so edine barve, ki ne izključuje nikogar, in to so barve, na katere smo upravičeno ponosni. Hvala lepa. Zdaj, slišal sem prej, da se nekateri bojijo, da ne bo vprašanj. Še si jih ne bom postavljal, vi jih pa lahko, tako da prosim. Rekli ste, da so turbulentni dnevi pred vami, kako se boste, oziroma pred vsemi, kako se boste lotili te zahtevne naloge? Katere? Sestavljene vlade. Glejte, najprej bomo počakali na uradne rezultate, na to, da se razgrete glave nekoliko ohladijo. Zdaj, kar se nas tiče, smo se komaj dobro ugreli v tej kampanji, tako da za našo kondicijo ne skrbite. Vemo, kaj je treba storiti, ne delamo tega prvič. Vodili smo slovenske vlade, vodili smo najtežje ministrstva v najtežjih časih v različnih slovenskih vladah, vodili smo Evropsko unijo. V naslednjem mandatu bo Slovenija ponovno predsedovala Svetu Evropske unije. Vemo, kaj nas čaka, vemo, kaj so izzivi, vemo, kaj so realni problemi ljudi. Dvojim, da je katera druga stranka prisluhnila toliko ljudem v tej kampanji kot mi, in mi smo na te izzive pripravljeni. Vemo pa, kot ste sami rekli, da ne bo lahko, nikoli ni bilo, tako da tega tudi ne pričakujemo. Kako pa komentirate rezultate drugih strank, da smo precej razdrobljeni, izidi so recimo vladne stranke, zdajšnje vlade recimo samo polovico glasov iz prejšnjih volitev. Kaj vas najbolj preseneti? No, mene ta rezultat ni presenetil, je v veliki meri pač rezultat same kampanje, rezultat tega, kdo je bil vabljen na najbolj gledana soočenja, se pravi tukaj mediji, ko gre za začelja
teh rezultatov bistveno vplivajo na vstope v parlament. Tudi ni popolnoma jasno v tem trenutku, kdo se bo vse vrstil. Jaz čestitam vsem strankam, ki so se vrstile, tudi vsem posameznikom, ki bodo izvoljeni. Tudi tistim, ki niso izvoljeni, pa so pač veliko naredili. Imamo volilni sistem, kjer marsikdo izpade, čeprav je dobil več glasov kot njegova konkurenca, ampak volilne enoti, ampak žal je to v ustavi. Zakaj so to zapisali, smo bili edini, smo bili proti. Tako da, gledajte, čakali bomo, da se natančno vidi, kaj se je zgodilo. Mislim pa, da za nas to ni bilo presenečenje, že zjutraj, ko sem mu dal volilni glas, sem povedal, kaj pričakujem. Slika, moram reči, da je skoraj natančno taka, kot sem si jo narisal. Zaenkrat vedeli smo, da se bo to zgodilo, pripravljeni smo na to situacijo. Tako da, danes je nedelja, jutri je ponedeljek, po ponedeljku pride torek, vemo, kaj je treba narediti, katerikoli dan. Vas je že poklical predsednik gospod Pahor na informativni, neformalni sestanek za jutri dopoldne? Sva že govorila. Pa predsedniki drugih strank, verjetno so dobili veliko čestit. Nekateri so klicali, nekateri niso. Nekateri so že čez dan poslali razne posrednike, ker zdaj se bojijo, da boste vi koga ujeli na kavi. Gospod Janša, predvidevam, da niste zadovoljni ravno z 25% ali pač, glede na to, da je to slabši rezultat od 2-4, 2-8, 2-11, pa seveda boljši kot leta 2014. Vaša sestrska stranka, skupaj z vašo sestrsko stranko imate tretjino parlamenta, to verjetno kako to ocenjujete in ali izključujete možnost, da mogoče gospod Jelinčič pride v vlado, glede na to, da je precej nepredvidljivo? Glejte, mislim, da leta 2004, ko smo zmagali, je bila razlika med nami in liberalno demokracijo, ki je bila druga, mislim, da 6%, 5 ali 6%. Zdaj je razlika med nami in zasledovalcem 16%, 15%. Zdaj, če v tem rezultatu ne vidite zmage, potem imate to pravico, da tako mislite in se s tem to lažete, ampak moram reči, da sem zdaj sprejel veliko čestit tudi iz tujine in pač vsi vidijo zmago v tem. Ampak, če se kdo to laži, potem ne vidi zmage. Mu jaz pač to privoščim. Tudi ni bilo nobenih, bilo je veliko izključevanja v sami kampanji, ni bilo pa nobene predvolilne koalicije. Zdaj, če kdo pravi, ta blok je zmagal, drug blok je zmagal, mi smo skušali sicer že v sami kampanji, tudi v teh pripravah na volitve, zgraditi neko zavezništvo, ki bi podpisalo neko sodelovanje. Žal nam pač to ni uspelo, se pravi, vsaka stranka se je borila posebej, mi smo bili edini, ki smo vse vabili k sodelovanju, nismo se ponujali vsem, pač ponujali smo pa sodelovanje vsem. Tako da rezultat je tak, kot je. Vedeli smo, da volilni sistem v Sloveniji ne omogoča neke res stabilne vlade. Če pogledate ta mandat, ki je zdaj za nami, ena stranka je imela veliko večino v parlamentu, mi se je skozi borila za stabilno vlado, potem pa se je ta zarečeni hlebec kruha zataknil v grlu. In skoraj bi se zgodilo, da imeli predčasne volitve kasneje kot redne. Zdaj, kar bi bila, rekel, posebna farsa. Jaz upam, da je tudi gospod Cerar danes spoznal, da je eno teč v cilj sam, potem, ko ti nasprotnika spotaknejo, drugo pa je tekmovati v konkurenci. Boste še šli kaj na gospodarsko razstavišče oziroma kako boste preživeli nadaljevanje večera? Zdaj, vaše napore bom skrajšal za to obisk, da kar imate za vprašati zdaj. Mogoče še to, konkurenti izjave, verjetno ste spremljali, kaj so zdaj povedali tudi predsedniki drugih strank po štabih, nekako takole recimo na kavo, ja, vlado ne. Kako se boste zdaj tega lotili, recimo? Kako se boste tega prepričevanja lotili? Glejte, moram reči, da nisem spremljal. Za vsakega bi vam lahko vnaprej povedal, kakšne bodo izjave. Čakamo na rezultate, čakamo, da se glave ohladijo. Velikokrat smo že videli te stvari.
Zdaj, če kdo skuša sestaviti. Sem pa slišal eno izjavo, ker je bilo rečeno, če bo Slovenska demokratska stranka sestavila vlada, to ne bo stabilna vlada. Res me zanima, kako bi avtor te izjave sestavil vlado, stabilno vlado brez Slovenske demokratske stranke. In to še reformno vlado z Luko Mescem. Mislim, da je v tem trenutku kakšnih 70 000 slovenskih gospodarstvenikov, ki se izjemno veselijo takšne vlade. Ali to dopušča možnost ponovnih predčasnih volitev, glede na to, da bo zelo težko, glede na izvršenih glasov, vse skupaj staviti? Glejte, jaz mislim, da sem bil eden redkih, ki je napovedal, da bodo tudi tokratne volitve predčasne. Stavil sem velikokrat, ne, in dobil toliko stav, da lahko do konca življenja hodim na kosila. Tudi še potem, ko je bilo pravzaprav absurdno rušiti vlado, tik pred koncem mandata, se je meni zdelo, da se bo to zgodilo, ker nekateri želijo, da imamo volilno kampanjo v nekih izrednih razmerah, da je vedno nekaj drugega v ospredju debat, kot pa realni problemi slovenskega človeka. Nekako je to prišlo v know-how slovenskega političnega menedžiranja in tudi tokrat nas ti akteri niso razočarali. Tako da čist možno je, da bodo tudi naslednje volitve predčasne in zaradi tega sem jaz recimo osebno zelo vesel, ko sem enkrat prebral nekje v enem od nastopov ali osnutkov programov ali načrtov, zdaj temu pravi načrt, Liste Marjana Šarca, da se zavzemajo za korenito spremembo volilnega sistema, celo govorili so o večinskem volilnem sistemu, potem so se popravili, seveda, kot pri mnogih drugih stvareh. Ampak še vseeno bi bilo mogoče, tudi če se o ničemer drugem slovenska politika ne bi bila zmožna dogovoriti, bi se morala biti zmožna dogovoriti o neki nevtralni stvari, to je dobiti bolj učinkovit volilni sistem, ki ne bi koristil nobeni stranki, bi pa zelo koristil Sloveniji in državljankam in državljanom te države. Hvala lepa. Osebno, kako se vam je zdela naporna ta kampanja? Ste že kar veliko jih dali skozi. Zdaj, kot ste videli, so nekateri mlajši padali skupaj. Nas se to ni zgodilo. Zdaj, ko smo se danes zbrali tukaj, sem videl, da se je naš mladi tim šele dobro ugrel. Tako da, če hoče kdo še ene volitve jutri, mi smo pripravljeni. Mislim pa seveda, da Slovenija zanje nima časa. Je pa v demokraciji tako, da velikokrat se zgodi nekaj, kar ne koristi nikomur, ampak tudi do tega pride. Mi bomo naredili vse, da sestavimo trdno, stabilno vlado, ki bo delala za dobro Slovenije. Če nam to ne bo uspelo, bomo zaploskali tistemu, ki se bo lotil tega projekta, zagotovo Slovenska demokratska stranka bo delala za dobro Slovenije in za dobro slovenskega človeka, ne glede na to, ali bo v vladi ali v opoziciji. Hvala lepa.